No, zdaj smo v to zajadali, ampak vse za korak nazaj. Kako si ti sploh do gradbeništva prišel? Dobro, oče je zaradi očeta, ki je statik. Verjetno, To te je. Ja, drugače bi verjetno v športu zajadral. Ja, ker to športa, ravno to sem mislil, da nisi kakšen defaults. Pa ne vem. V bistvu me je arhitektura tudi vlekla. Ja? Pač po mamini strani je njen stric je Osolin, Miha, po katerem sem dobil ime. Ja. Je pač projektiral recimo grad Strmol, s Plečnikom so bili študenti skupaj na Dunaju. In to me je že v bistvu zaznamoval v nekem smislu, pač prek imena. Pa tako, da so mi, stric Miha je bil samski in je hodil doma, mami je s kmetije in to je tako okolje, prišel do Prlukovci, ne. Je bila velika kmetija. Njen ded, se pravi od moje stare mame, oče, je bil zelo podjeten. In kot drugo ženo je v bistvu prva je umrla, kot drugo ženo je poročil sestro tega Miha Osolina, se pravi sosedo. In one dva sta imela v bistvu 5 hčerk, prej imel pa še 3 iz prejšnjega zakona. Se pravi, kmetija ni imel sina, ne. Želel je naslednika in je imel, v bistvu moja stara mama je bila 8. hčerka, ta najmlajša. In on je umrl je zelo mlad, pri 42. Jaz sem imel kar nekaj časa strah, da mogoče pa moram ful paziti, da nam preteru. Ampak mislim, da sem mogoče malo neke podjetniške žilice po njem podedval. In ta družina je bila tako, takrat je bilo 20 klapcev na kmetiji, velika kmetija, bil je vinotoč, pa še gostilna. Del, v bistvu je s trgovino prodajal iz Črnega Grabna, Tuhinjske doline pa Moravške doline, z vozovi odkupoval od kmetov fižol in ga prodajal v Francijo. Tako, pred drugo svetovno vojno. Francijo. Cel biznis je delal. Ne vem, na kakšen način, ne. A ni to fascinantno? V tistih časih, če pomisliš, ne televizija, ne telefona, da si do Francije prišel, si moral potovati, že pisem je šel, Bog ve koliko časa. Kako je denar dolgo pa? Pa vse, kako je to, kako se nekdo najde in organizira in pol prodaja fižol iz Moravškega kmeta v Francijo. Unbelievable. Samo to mogoče. Ja, kar. Moj star ata je tako ščetine tudi prodajal na londonski borzi. To se mi je tako fascinantno. Ščetine, pa te prašičje. Na londonski borzi. Ja, mi mislimo, da je bilo to, ne vem, mogoče druga svetovna vojna se je malo vse skupaj ustavila, ampak da je bil prej svet nerazvit, ampak mislim, da je podoben funkcioniral kot zdaj. Sam, da so bile, čas je bil malo bolj počas, mogoče ta dogovori, pa to se je vse drugače vrtel. Mislim, da so se tako so se povezvali, pa trgovali. Mislim, iz današnjega vidika je to res fascinantno. Vprosti, sem te prekinil, ampak to sem moral... Ker mi je prav na misel prišlo, res, to me tako fascinira. Tako da, mislim, marsikaj počel, vmes so imeli še gostilno, to se je rekel prepevc, so skozi pel not, pa vinotoč, da čez vina zmanjkali, so šli pa v vinotoč iskati. V glavnem, ne vem, pri 8 hčerah, pa pri vsem tem biznisu, očitno se je malo prekuril, da je tako malo umrl in ga je kap. Ampak kljub temu je pol moja stara mama pač to kmetijo kako prevzela in naprej peljala. Poj pa pač v socializmu ta agrarna reforma prišla, no takrat je bil še ata, še aktiven, no. In je rekel, ne bojo mi vzeli, jaz sem cel življenje dajal, pa kar dosti zemlje na kupu kmetijske, sam kmetijsko zemlje kupil, da še več predelov, pa da ne bo lakote. Poj pa
rekel, to jim pa že nadam in pa je razdelil to zemljo med 8 hčerkane. Da je toliko majhna kmetija bila, da pol niso vzeli. Ja. Ampak so bila pod oddajo in to je mama skozi jokala, ko je bilo to težko. Je bila vsem toliko velika, da je padla pod prisilno oddajo ta kmetija in so pač mogli, ne vem, toliko pa toliko glav živine, pa toliko koruze, toliko so mogli oddati, pač socializem je prišel, drug sistem in pač so jim pač pobrali, rekla, doma nismo nič imeli, da je bila čisto revšna, so mogli vse dati, cele noči delali. Ampak kljub temu pač ta sistem jih je pol nekako nazaj spravil, da v nek tempo bolj umirjen. Pa je pol tiste hčerke, ki so pač dobile tisto zemljo, so počasi to poprodale, pa je v glavnem kmetija pol se zmanjšala in tudi pol zdaj danes ni več funkcionalna. Ampak je zanimivo, koliko to, recimo 1-2 generacije, ne, pomeni, če ne gre neka kontinuiteta ali pa, ne vem, seveda ne samo politična, ampak tudi odnosi. Ne, je bila pač, ona je bila hčerka, pa pol imela moja mami pa sestra, sta dvojčici, pa ta prvi bil pa stric je fant, ne, in bo on 2, pa je imel pol 4 otroke, pa nekako ni šlo naprej. Tako kot zaradi odnosov, kakorkoli. Pač danes kmetija, ali greš na veliko, ne, ali pa je bila bolj za hobi, je bila zmer bolj breme. Ne. Ali pa popoldanski. Popoldanski, vse dolg časa je bil popoldanski, pa otroci niso nekako videli se tle vnotne. Pa je tako, danes ni več kravc, ampak. Tako da je bila, in jaz sem imel res lepo otroštvo, ko smo živeli na tej kmetiji. In sem zatem nekako me je vzgajal zelo velik ata. Rekel, to sva šla na nivo, pa ne vem, pa sem pšenico mešal, pa v vreče dajal. V glavnem, skozi je bil del, skozi se je nekaj dogajalo. In ko je bila toliko velika kmetija, je bilo skozi pač eni ljudje hodili, tako hiša odprtih vrat. In ni bilo, v resnici, za mojo mami je bilo to verjetno zelo težko. Je bila zelo veliko bolj tak čustven človek, pa odprt in ni bilo nikoli miru. Pač vsak je stopil not, pa smo jedli, živijo, daj prset, škrožnik, pa je že dobil za jest, pa smo pa debata. Tako je bilo skozi v bistvu neka hiša odprtih vrat, ne. Skozi se je nekaj dogajalo, kot otroku je bilo to super, ne. Tako za neko družinsko intimo ali pa neko to je pa moje dosti zahteven. To graditi naprej, ne, to tradicijo. In pol morajo biti pravi partnerji po odnosi, da pač se to da so dosti gajstni tudi naprej. Tako da iz tega podjetniškega, on je bil Ivan, ne, praded, mogoče, no in ta kmetija je bila takrat kar dosti pomenila. To je bila ena tam pri Lešarju, pri Pevc, pa na Bregu. To so bile 3 velike kmetije tle v tem delu, Prevoj pa Lukovce. Oni so prijateljevali v bistvu predvsem tako, teh 8 hčerk se je pol poženil, sem in tja, in velikih je šlo v Ljubljano. In so pol prijatelji ratali prek strica Miha tudi iz Šumi, pa Ivana Kobilca je hodila k nam, pa tako, pa Plečnik je bil v bistvu njegov prijatelj, pa sta zelo veliko si dopisovala. In smo jim pa kar nekaj umetnin na kmetiji, tako. In je to nekaj pomenilo, no? So bili tako v bistvu zelo kulturno udejstvovani, tako da recimo moj ata je Solženici nabral, pa Arije poslušal. Ata misliš dedek? Dedek, ja. Okay, ja. On je bil umetnostni kovač, no in je v bistvu se preženil s Prevoj na kmetijo in je bil v Kropi izučen, bolj umetnik kot pa kmet, pa je bil malo porinjen v to. Pa je bila bolj mama gazdarica. No, čakaj, ta kmetija, meni grede zdaj, ki jo omeniš, a to je tam, ki sta vidva najprej tisti dan gledala? Ali je to neka druga stvar? To je pa pri Neži bilo. A to je bilo pa pri Neži, ja, ok. Tle pa, to je pa v Šentvidu pri Lukovcu. Ja, to je stric pol po dedu, no. V večini. Tako da, je v bistvu neka ta kultura bila ali pa stik z Ljubljano,
zelo veliko so pol koline jim nosili, pa tako v bistvu še in pred vojno in po vojni tudi je bilo nekaj skosnika, bom rekel, in umetnost in tudi arhitektura. Mogoče tudi na koncu me je pol zanimalo, da bi šel v arhitekturo, pa me je pol potegnil, da sem Zakaj nisi? gradbeništvo vpisal in sem tako trpel prvi letnik. Kaj te je pol, da nisi šel v arhitekturo? Ne vem, mogoče očetov vpliv. In Je pol sem šel zmanipuliral? po prvem, ne, pa ni, mi je kar pustil prosto pot sem, kaj se vem, a sem se ustrašil. Pol sem šel pa po prvem letniku sprejemce delati. In? Pa nisem bil sprejet, v bistvu, po moje bi bil z lahkoto, sam na koncu, zadnjih 5 minut sem vso konstrukcijo delal, smo glavcev dižigalnika smo risali. Pri intervjuju pa pri vseh sem kar dosti točk dobil, ampak tisti je bil pa porazno, zato ker sem na koncu zbrisal pač vse, kar sem prej naredil 3 ure ali 2 ure. Zakaj? Tisto veš, ko začneš s konstrukcije, s kubusa, s kvadra. Sem vse, nekako, ne vem, je rekel, lej, končati bo treba, dej, še 5 minut in jaz sem začel, ne vem, nekaj brisati, pa sem pa kar pobrisal, pa sem nekaj tako nakracal v glavnem. Ti si bil čisti zmažek pod tenim pritiskom. Ampak zakaj nisi šel pol še enkrat? Pa kaj sem, nisem mi dal, pa sem v šport padel, pa drugi pa sem bil fajn. In sem pol nekako kar ustrajal tle in kaj sem. Lahko danes rečem, da mi je v bistvu odločitev, da sem ustrajal, bila v redu. Po eni strani sem lahko kreator z nekaterimi, ki se tako v nekem smislu, nekih tehničnih detajlov ali pa sodelovanja. Zato mogoče ta vzgib, da sem pol hišo sam risal. Kot neka želja, ne. Seveda, logično. Pa sam zrisati. In kaj svem? Pa mi je bil skozi mal hobi ali pa tako interes, tako, da sem se zanimal za to. In iz tega mogoče to cela pot, kar sem do danes naredil, da mi je v bistvu pomemben en ta del stebra v podjetju, da je pač arhitektura. Se pravi, ti si 3 letnike naredil, se pravi, naredil si prvi letnik, si šel na sprejemce, ok, to ni šlo, zato, ker si zbrisal žigalnik, si naredil še 2 letnika, pa si rekel, zdaj pa fantje, stop, grem bez v Kanado, si šel v Kanado, prišel nazaj, naredil še ti preostali izpit in šel v 4. letnik in pol magistriral ali diplomiral, ali kaj je že, takrat je bila še diploma, verjetno. Pa sem začel fotom dosti pomagati. Takrat je bila še diploma, bila še 4 leta, oziroma 9 semestrov. 9 semestrov, ja. In sem šel pol diplomo delati v Nemčijo, sem rekel, da še malo nemški probam. In sem pol, ker sem prišel z Kanade, sem pač pogrešil to učenje, pol pa stric je tak svetovljan, ta s kmetije. Pa pozna posod vse, in so bili v Šladmingu, smo imeli ne prijatelje z Dunaja, še Ata, ne. So hodili zmer, poleg kmetije so bile seveda tam še sobe, v tistem času. Tako da so se ker ni bilo avtoceste in so hodili Avstrijci na morje, so se veliko ustavljali in veliko stalnih. Tako da so pol v socializmu, ker ni bilo, so nam nosili pol cunje, tako da smo dubali pol, ne vem, kaj svašta take ne prenoše, to, kar nismo mogli dobiti sploh, avstrijske cunje, uhranjene in kaj pa svašta. In je imel enega prijatelja, Ata, s katerim je pol tudi stric ostal na vezi in so imeli pol v Šladminku pri Kolcu, so veliko hodili. Že v tistem času smučati s prikolco. Fiksno v kempu. No in tam je spoznal Mihaela Tričarja in pa me tako zrihtal, tako da sem hodil pol vsak let v Šladmink učiti. Prvič sem šel tako na probo, je rekel za en teden prid, lih zdaj rabim, pa sem ustal en mesec med faksom. Pa sem pa še vsak let, me je pa poklical tako, sprav na delo se tečaji začnejo in me je poklical v soboto popoldne. En me je zbolel, dej, prosim, prid. A lahko jutri prideš? Sem rekel, kdaj? Ja, jutri. Sem rekel, saj vem, da jutri, ja. Sem rekel, malo sem pogledal na urnik, ajde.
bom že, kakšen izpit sem pa. Pa sem se odpravil v avto, zjutraj v 5, cek ob 9 sem že učil. In to so bile take lepe izkušnje. Tam smo v Fulcevca vozili, pa taka družna lušna je bila. Ti Avstrijci so tam v teh bregih tako preprostih, volcari, veliko delajo pač to pozima, ne, polet so pa tesari ali pa ne vem, vsaštano. Tako da take, sem kar doživel, no, v študentskih letih nekih lepih izkušenj. No. In tako, kot si rekel, pa sem pač diplomiral in že tekom ko pišeš diplomo, se kar dosti fotorju pomagal. Sam se rekel, ne, statik pa ne bom, to fotor je toliko skozi bil pod nekimi pritiski. Roki pa sprememba načrtov, pa tako, že takrat so še s klinco delali, ne. Pa je imel že vse to, pa klince, da je bilo že čist lukne. Lukne v pavš. Ne, pa sem šel pa komunalno smer. In sem komunalni prispevek, tako da prva zaposlitev je bil tudi na Lokusu. Ja, to vem, da si pri tem delu. Ko sem dosti širok spekter videl, ampak tam je bilo res super kolektiv, tudi del odličen, ampak tako multifunkcionalno, multidisciplinarno, ampak tako nekako nisem produkta imel. Ne, to je res taka, da nekaj nastane pol, planski akt se to pol realizira 10-20 let. Si že v penzi, ko vidiš svoj izdelek ali pa vidiš skropucalo, ki so iz njega naredili. Tako da vsaka čast, rekel ljudje, ki pač vztrajajo v tem, da se naš prostor ureja čim bolj kvalitetno. Tle on v tem smislu. In koliko časa si bil v Lokusu? Po moje 2 let. Že kot študent, pa pol še 1 let. Pa sem šel pa kot konstruktor v eno podjetje. Tako. Te so pa že hiše delali? V bistvu bolj strešja, pa neke elemente. To je bil en prvih cencev v Sloveniji, Hundegar. No in tam je pa v bistvu prek teh hribov pa obiskovanja Avstrije ta alpska arhitektura tako potegnila. Da sem pol začel raziskovati, takrat je bil zelo močen nek društvo Cipra. Cipra, ja. Se sva bila, ti si mi takrat povedal, pa sem šel skupaj na eno ekskurzijo. Ne vem, koliko sem na ene 3-4 ekskurzije, takrat so bile organizirane tako fajn. Ko gledam danes, to je bilo leta 2005. Teh ekskurzij sploh ni več, pa OHS organizira ekskurzije, pa mrzkdo. Organizira, veš, lesni grozd. Sam ni toliko mogoče, mislim, tudi dobro, no. Lansko let je bila ena taka, ti mi povedal, če bom kaj zvedel. Ampak tiste je bilo res izjemno. Če gledamo leta Vorarlberg, leta 2005. Tiste je bila tiste je imel ustale. Če danes gledaš, mi še zdaj nismo tle, ker so oni bili takrat v lesni gradnji. Kaj je bil meni fenomen, da smo tako zagledani, ali pa dobro, ne bom se politike dotikal, ampak razdaljeni, da ne vidimo fokusa, kaj je pomemben v narodu. Pomemben je prihodnost pa samozadostnost, prehranska, energetska, ne vem, pa kaj bojo naši otroci delali, da se napiše en akt na eni strani, podpirali bomo lesno gradnjo, turizem, podpirali bomo ne vem kva, izdelavo cementa, če se to odločimo, se ni važno. Nekaj, kar se odločimo, bo pol podpirali naslednjih 50 let. In to je dejstvo in tega ne bo noben pol prekršil, da vsak obrne list pa na novo. In to je bilo takrat v Vorarlbergu meni fascinantno, kako so imeli v tisti občini gor, ki smo tamle Zlatpole nad Lukovcev gor, občina, hribovska občina, ali pa Jezersko recimo, ampak Jezersko je že skoraj prevelik, manjša občina. Šola, občinska stavba in so imeli režijski obrat za kogeneracijo na sekance, se pravi lastni vir elektrike in toplovodno ogrevanje za vse javne objekte plus 2 vasi zraven. In prek satelita, ne prek Avstrija A1, pa ne vem kva, prek satelita režijski obrat za telekomunikacijsko omrežje optike v vseh teh vaseh. To je bilo tako. Pa center so šli delati brez lepil, brez lakiranja, lesna gradnja, ki je dala
ko je dala cerkev, iz cerkvene gmajne, pa iz občinske gmajne, pa še tako so prispevali lokalni. Živo so prav te, ja. No, ta je bil res. Ja. Ker se spomnim, da so tudi rekli, da je neprofesionalen župan, pa tajnica je polovično zaposlena. To je bila občinska uprava. Ja. Bil pa tako izjemen, ne. Naredili so pa kar so hoteli. On je šel pa na Dunaj z 2 fascikli, dokazil, da lahko dela ne pohištvo takole, a ne v Iberalu ali pa lakiran, ampak natur, brez vsega, da pač pade barva, se to vidi, ker riba špot se vidi, ampak to je natur. In on je prepričal Dunajske ministrstva, da pač lahko to naredi, da ne bo škodljiv za otroke. Takrat je kazal, se spomnim. Ful stvari sem se zapomnil takrat, neverjetno. In te brisoleje so podelali, to sem tam videl. Pa čakaj že, jaz sem se spomnil, kako so to speljali mimo teh, ker so bili že toliko Evrop ali ne vem kaj, da tender je. In so dali v tender CO2 odtis, tako da niti sosednje doline ni mogel ben pripeljati, tako da so vse lokalci delali. So da to velik odtis. Ja, da to je tak ponder bil in pač odpadli vse, kdo bi se pripeljal. Leta 2005 je dobro. Ja. Pa ravno streho so naredili, čeprav niso čisto verjeli vanjo. Dvojno, a se spomniš? Naredili so dvojno, zato ker oni lokalci niso verjeli, so rekli, da pušča takoj ali pa malo kasneje. Ja. So dvojno pa vse, ampak stoji. Jaz se tudi živo spomnim te ekskurzije, fenomenalna je bila. No in to bilo lahko en tak vzgled, ne. Mislim, se so tle vzorčni primeri, ampak se premalo hit učimo moje. Tako da, ja. To so bila ta leta, tam sem te lesna vlakna začel pripeljati. Na enem trenutku... Ampak takrat si ti že imel e-kvart, kako pa je prišlo sploh do e-kvarta? Ne. Jaz sem, ko sem bil na Cipri, jaz mislim, da... Takrat, ko sem šla midva, si že imel. Ampak na prvi Cipri pa nisem imel še, sem bil še kot konstruktor tam. Je podjetje plačalo. Ja, se to pomeni, da si bil pol takrat, ko si bil pa z mano, mogoče 2-3 leta kasneje je bilo pa... Ja. Jaz sem bil 3 leta, pa 2 let sem bil v firmi takrat, ja. Mislim, v uni firmi. Sem pa nekako, recimo Marko Prezelj je v bistvu mal krivc tega, ker je prišel v tisto podjetje, pa so hoteli, ne vem, pač niso se z nekimi pogoji zedinili. In pa prišel Miha, jaz se tle ne morem zmeniti, daj mi ti bajto narediti. In takrat je Marko Lukič hotel njemu bajto narediti, pa sem v bistvu takrat jaz pol z neko nizko ceno prišel not, ampak ne, po moje, ni bila toliko cena. Poznal te iz tega. Ampak nekako mi je zaupal, poznal je fotra pa mene, nekako, da imamo pač nek biro, neko zaledje znanja vsem, konstrukcijskega, pa da bo lažji z mano karmaru njegove želje, ker on je zelo, tako je imel pač eno spomeniško zaščitena parcela, pa tako zelo zahteven lokacija in projekt in si je pa želel vse neko sodobno, pasivno hišo v bistvu v tistem cajtu, ker se je toliko začel, energetsko, minimalno izolacije, lesna vlakna, on je veliko pač po svetu hodil in je videl, mislim, tako naravne bajte po Franciji sploh. In je rekel, da je ti hišo naredil, pa sem tako jaz malo tuhtu. Sem rekel, če žnar dal, ne? Jaz za material nimam. Pa bomo pa že nekaj sestavlja, ne? Zgodbo. Pa je rekel, ja, lej, bova se pogovorila in kak to je bil odskok v bistvu, ta moj e-kvart. Takrat si še na Cibos naredil, ne? Ja. Ima oče to firmo, Cibos. Ciril Bogataj. Ja. Iz statika, pa je bil pa in sinovi. Cibos. A ni bilo Ciril Bos? Ne, Ciril Bogataj, statika. Ciril Bos. Ja. No, ampak, to je bil pač lep začetek. Takrat sem pol v bistvu najdel ekipco, ker je tudi verjela v to, pa mi stala ob stran. Zmenili smo se za nek fiksen budžet in smo za tisti budžet pol naredili in smo tudi v ekipi pač to speljali, tako kot smo se zmenili. In
so oni pač, žena je pa iz hortikulture odprezla. Odprezla, ja. No in pač so opremili zunaj hitreje kot not. V bistvu je bila zunanja ureditev travca, grmovja. Takrat narejena zelo, zelo v zgodnji fazi. In to je bil meni pač prodajni objekt. S katerim se je pač začel, vsak je prišel in rekel, lesena hiša, pa ni bilo toliko, lesena fasada je bila, ilovnati umeti in to je bil tudi en zametek, se pravi, teh treh stebrov v ekoartu, ki so še danes v bistvu, ki sem gledal nazaj. En je pač ta naravni material, se pravi, skozi sem si želel, ko sem po Alpah hodil, ali pa so me očarale te tople bajte lesene. Pri Tričerju sem spal v eni čudoviti njegovi hiši, ki ni imel nikjer placa, pa me je pa kar sep na selu. Takrat, če ni imel družine, sem v zgornji etaži spal, tako res lesena bajta, taka, da te pobožja. In čist mansarda v špico, no, tak čisti trikotnik, ne. Ampak sem se ful dobro počutil. In to mi je bil neko naravni material, je ena osnova, da če gradiš, pač zakaj si ne bi naredil vse najboljš tam, ko spiš, tam, ko bivaš. In druga stvar je bila, bom rekel, ta arhitektura, ne, mogoče še od strica Miha ali naprej, nekako je bila družinsko dost opeta v celo širšo družino. In pa, bom rekel, neko ta tehnološko razvoj konstrukcije ali pa znanje prek fotra, prek očeta je v bistvu to bilo on je imel zelo, ali pa malo, zelo dobro intuicijo za konstrukcijo, znal je ene stvari zelo zoptimirati na način, ki jo vidiš, pa se toči simpel, ne, ampak enostavne stvari niso tako enostavne do tja, ne. V bistvu je tako kot pri arhitekturi, ne. In ko je enkrat simpel, pa funkcionira, takrat veš, da je to to. Da je to top. Ne? In tako je statika in toliko pogrešam danes pri kolegih statikih velikrat nek ta sedmi čut, kjer čut, ne vem, pač za konstrukcijo, da ti čutiš, kje pa kaj tako. In malo tega sem po moje potegnil. No. To nekako te 3 stebri. In predvsem ta naravni material je v bistvu bil že pri prvi bajti neka baza in lahko rečem danes po, koliko je to zdaj, 17 let. Da vsakič znova, ko pridem v Knauf, pa sem bil na dnevu odprtih hiš, včeraj o eni bajti, pa ne bom omenil, ampak lej, slab sem spal, res. Ko smo šli domov, nisem mogel cene, pač neka zadeva vrhunske arhitekture, toliko slabo sem se not počutil, da ne vem, zakaj sploh to še dovoljen, ker sem toliko enkrat vpet v to fokus, pol ne vidiš smisla, pa ni na koncu razlika v financah, ker te finance so samo vprašanje pomena, kam, ali pa kaj ti je pomemben. Ja, se strinjam, no. Glede tega Knaufa imamo čisto isti mnenje. Dober, zdaj, jaz itak imam na Siporex pa plastična okna čist embargo. Takrat Blaž v Vrabcu, on je še pol v Siporexu naredil, čeprav smo mu risali leseno hišo. Ampak to zdaj, ko si lahko to prvoščam, sem rekel, da to odpade. Plastična okna v eno še nisem ogradil. Knauf pa tudi zdaj vidim dejansko, saj se še kam da not, ampak v večino hiš gre dejansko samo še v kopalnico od spod pod kahlice, ta zelen. Jaz sicer imam Knauf in rešitev na Knaufu je na koncu nek omet, naravni premaz. To dobiš čist drug von, drugo dihanje, higroskopičnost materijala ti da drugo klimo v prostoru in to lahko dokažem ali pa lahko rečem iz teh vseh izkušenj, da če imaš ti higroskopičen material, tudi če na Knaufu funkcionira prostor čist drugače, ta izdihano vlago, ko spiš od pranja, to vse nekako posavga in daja in se ustvari druga klima. Že sam ti premalaš s to farbo. Že samo to, ja. Tako da,
No, včeraj sem bil pa v enem frišen jupol, nisem pa nam rekel jupol, sintetična barva, Ja. pobelen, orang, fajn, lepo, super, ampak kar malo srce boli. Ma ja, pol to ni to isto. In to lesen objekt brez vidnega lesa noter. To je pa ne prežalostno. Ne, tako. Pa če je komplet ilovca, še funkcionira. Jaz sem kar par takih objektov naredil, pa se mi zdi dober. Tudi funkcionira, pa je bilo pohištvo malo bolj v lesu, pa tako. Nekako niso želeli lesene konstrukcije, ali pa so bile zahteve tudi pač kombinacija hibrid jekla in te prezahtevne, da bi si to prvošel, ampak ja, čista belina not, ne vem, ustvar nek laboratorij, ker meni ni blisno. Ja, ker ni tako, še pol vsi mislijo tudi zdaj, zdaj pa knauf, da morajo stene biti bele. Še če bele niso, je tako ima drugače. Kakorkoli že, a je to placebo ali ni, ampak če še ilovna ta barva ali kakšnekoli, pa je še malo drugače, pa se tega nabere. Ja.